Tokratna 15. skupščina Združenja nadzornikov Slovenije je potekala v pozitivnem vzdušju. Na njej se je zbralo okoli 150 članov združenja. Soglasno so bili sprejeti vsi sklepi in predlogi, ki so bili podani strani upravnega odbora, razen točke izvolitve novih članov upravnega odbora, kjer je edini razpravljalec, magister Kristjan Verbič, ob siceršnjem nenasprotovanju predlogu prosil, da se predstavi potek kandidacijskega postopka ter da se predlagani kandidati vsaj predstavijo. Zelo lepo, da smo soglasni in enotni pri vseh odločitvah. Seveda to odraža dobro delo združenja. Čestitam vsem, ki so za to zaslužni. Zdi se mi pa primerno, da pri tako pomembni odločitvi, kot je upravni odbor, vendarle morda slišimo vsaj kakšno besedo o tem, kako je potekal kandidacijski postopek in pa da bi se tisti, ki so kandidati, vsaj pokazali, tako da jih vidimo, seveda glede na tisto, kar je bilo moč zaslediti in kar je tudi povedal predsedujoči, absolutno ustreza referencam, ampak se mi zdi, da to pa je morda tisto, kar bi bilo pa primerno za tako pomembno odločitev. Hvala lepa. Hvala. Jaz bi predal besedo predsedniku. Mi smo formalizirali postopka, upravni odbor je v resnici v interni diskusiji med sabo poiskal in to je težko najti posameznike, ki so eminentni in predvsem, to je pomembno, ki imajo, vsaj nam se je zdelo, dovolj časa, da se odrežujejo, ker je v resnici predsečen problem zagotavljati sklepčnost upravnega odbora. Pa ne bom iskal razlogo za to, ampak dejstvo je, da je relativno večina ljudi, ki poslujemo v upravnem odboru, smo tukaj zasedeni in časovno težko usklejevati, ampak v resnici se odrežujemo in zato je potrebno, po mojem, že zaradi skrbnosti zagotoviti posameznike, ki bodo imeli tudi dovolj časa za to. In po intervjujih s nekaterimi domožemi odborov, potem, ko se je bilo določeno, ko smo se med sabo posvetovali, kdo bi to lahko bil, smo po mojem izbrali res eminentne posameznike. In to izhaja z njihovih CV-ov, tudi skupnost, ki pripadate tako širši gospodarski, kot članov nadzornih svetov, jih prepozna, jaz se upam, tako da ni nobene dileme, da so to res zelo dobri in primerni člani za upravne odbor.